Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Ženske se staramo, moški pa postajajo še bolj šarmantni. Kje je kle pravica? Bomo danes ugotavljali z Urško. Urška, lepo pozdravljena. Zdaj, pravi, da v bistvu tukaj pa se gre za par dejavnikov, po katerih se lahko ženske torej zgledujemo po moških, ne? Res je. Torej res boljše zgledajo kot me. Ja, tle bi se dalo marsikaj podebatirati, ja. Ok, ampak zakaj je temu tako? Zakaj torej ne bi se ženske res hitreje starale kot moški? Ja, v bistvu bom tako rekla, vsi se staramo. Ne samo ženske, ne, tudi moški se starajo, samo moški se res majčkeno bolj počasneje za naše oči starajo, ne, in tudi imamo res, kot si rekla, ne, bolj šarmantno zgledajo, ne, tiste mal, kaj bi rekla, mal tlele sivine, ne, mal tu pa tam kak siv lasek, in to zgleda šarmantno. Starost jim dobro pristoji, ne? Točno, točno. Ženske smo pa nekako, majčkeno smo tudi nečimrne, ker takoj, ko začnemo prve gubice opažati, ne, majčkeno povešeno koža, majčkeno tudi suha koža, ne, se že tudi začnemo počutiti staro, starikavo, ne, joj, gravitacija dela svoje, joj, biološka ura mi tik-taka, ne. Ampak moramo majčkeno tu globje pogledati, ne, niso samo tiste gubice, ne, majčkeno so tudi tlele naše navade, koliko razmišljamo, koliko spimo, koliko nas stres vsak dan zaznamuje, ne, en tak spekter vsega je, kar vse vpliva na naše staranje, ne. Ok. In kaj lahko torej naredimo mi, ki torej imamo še za dokaj mlade, a ne, da torej ohranimo to mladostnost? Predvidevam, da ni vse v kremcah pa žavbah, ne? Ne, nažalost ni vse v tem, ne. Pravijo, tako bom rekla, vse te stare modrosti pravijo, da mi smo stari toliko, kolikor so stare naše žleze z notranjim izločanjem, ne. Čisto po domače povedano, kolikor smo sočne od oznotri, tako smo sočne navzven. Juicy, ok. Ja, juicy, točno, ne. Normalno je, da z staranjem začnejo vsi ti naši hormoni se zmanjševati, sploh pri ženskah. Estrogen je tisti, katerega vrednost se začne zmanjševati, moški imajo pač tukaj testosteron, katerega vrednosti se tu začnejo zmanjševati. Ampak same ženske lahko marsikaj naredimo za to, ne, da ohranjamo ta nivo estrogena čim dlje v našo, bom tako rekla, v zrela leta, ne, v našo tretjo pomlad, ne. Da ga peljemo skupaj z roko v roki, ne? Točno, točno, ne. In tudi naredimo ne samo z navadami, hrana je tukaj zelo, zelo, zelo pomembna, ne, da tudi posegamo čim več po zelenjavi, po sadju, ne, po takih lokalnih predelani prehrani, ekološka, ne, da poskrbimo tudi za zadostno. Živa hrana, ne? Točno, točno. Pa hidracija. Ne, hidracija je tista, ko največkrat mi pozabimo na njo, ne. Sploh, če imamo možnost, da pridemo do vode iz živega izvira, ne. Mislim, da v Sloveniji imamo tega ogromno na razpolago. Tako da tukaj tudi pridejo vsi tisti dnevi, ko gremo po živo vodo v poštev, ne. Poleg tega je pa tudi naša miselnost. Miselnost? Točno, ne, se vemo, če se počutimo stare, potem dejansko zgledamo stare, ne. Če pa se počutimo mladostno, pa enostavno, kar si je ta mladost iz nas, ne glede na to, koliko kaže naš EMŠO oziroma naša letnica, ne. Tako da tudi miselnost je tisto, se mi zdi, da tudi v tem trenutku najbolj pomembna, ne, koliko smo mi naravnane do same starosti, do same številke, ne, okoli katere se sučejo naša leta. Kaj me je fascinantno, ne? Ne vem, gledaš neko generacijo, pa so vsi enako stari, ne, recimo, ne vem, 40 ali pa 50 ali pa 60, ne? Pa madonca, eni izgledajo toliko mladostni, eni pa res konkretno stari. Ja. Zakaj taka razlika, torej, v vzdelanosti, v narekovajih, torej, za isti letnik, ne? Ja, zdaj, eno je, nekaj so geni. Geni, ok. Nekaj so geni, tega dejavnika. 25% pravijo nekaj, ne? Ja, nekaj tazga pravijo, ne. To so stvari, na katere pač ne moramo vplivati, ker to podedujemo od enega in od drugega starša, ne. To pač je tako, ker je, čisto tako po domače povedano, ne. Na vse ostale stvari pa lahko mi sami zelo vplivamo in tudi, jaz sem zdaj šla majčkeno v raziskovanje, v vse tiste regije, kjer imajo dolgo živost, kjer resnično živijo, kaj bom rekla, tako čakajo zelo visoko starost. Prvo na mesto je gibanje. Oni se ves čas gibljajo, na svežem zraku, ves čas neko zaposlitev imajo ves čas. Oni praktično ne poznajo televizije, ne poznajo brezdelja v tem smislu, ok, se vsi privoščijo počitek, ne, ampak to ni brezdelje, tako da bi oni kar obležali za cel teden, ampak oni ves čas konstantno nekaj delajo, točno, da. Hidracija
Potem hrana, oni jejo ogromno sveže zelenjave, ogromno svežega sadja, sploh tlele antioksidanti, borovničke, jagodičevje na splošno, granatno jabolki, citrusi. Tudi taka hrana, ki sama po sebi pomaga, da ta naš kolagen, ki mi ga boostamo v bistvu. Točno, ja, to so ti booster, v bistvu jaz rečem temu booster hrana, ker naše telo je sposobno tudi samo proizvesti kolagen, mogoče z leti mečken manj, ampak če mi vseeno jemo dovolj te sveže hrane, sploh tlele citrusi, oreščki, temno-zelena zelenjava, ko jo ves čas ponavljamo, telo samo lahko proizvaja kolagen točno toliko, kar ga sam potrebuje. Potem tukaj še zelo pomembno, spolno življenje. Spolno življenje? Spolno življenje. Kaj pa je to tako važno? Enostavno, čim bolj, ne rečemo, zdaj smo pa stari, pa to damo na stranski tir, ampak enostavno mi to potrebujemo, ker naše žleze z notranjim izločanjem potrebujejo, da vsi hormoni še vseeno cirkulirajo, čeprav jih je manj, ampak vseeno, da estrogen dela svoje, progesteron, testosteron pri moških, in mi to rabimo, da nas ohranja mlade od oznotraj navzven. Tudi na stara leta je treba seksati. Točno. Kar povedati, koliko je, ne? Točno. Zdaj pravijo, mlado telo mora biti torej povezano z umom, pa z duhovnostjo in tako naprej. Zdaj po eni strani, botoks, pa nitke, pa ne vem kaj še vse razne kremce, v bistvu to zelo površinsko deluje. Mi moramo pa dejansko torej skrbeti za celice. Ja, dejansko mi pomlajujemo se od oznotraj navzven. Poleg tega pa ni tle pomlajevanje, sam te, ko si omenila te nitke, pa te razne botoks injekcije, to tudi vemo, da gre samo po obrazu največkrat, redko kdaj se potem odločimo za celo telo. To je kratkotrajno. To je, ne vem, rečva od 6 mesecev do 1 leta, da to drži, potem moraš pa zopet ponoviti. Če pa ti se res odločiš za temeljito spremembo, kar se tiče navad in hrane, tako govorimo ves čas, ekološka, lokalna, sveže pridelana hrana, hidracija. Tle gre pa potem za to, da mi enostavno celice začnemo pomlajevati od oznotraj navzven. Tle delamo mi v samih celicah in vemo, če celice so polne energije, pokajo od življenja, potem tudi naš organizem je čist mladosten, poka od samega življenja. In tudi enostavno smo kos vsem tem, kaj bi rekel, vsej akciji, ki je okoli nas, ker vemo, da živimo v nekem akcijskem, toksičnem svetu, in tudi tako življenje znotraj nas je to enostavno sposobno. Tudi se nas stres ne dotakne toliko, lažje gremo preko vseh teh dejavnikov, ker smo poskrbeli za naše zdrave celice, da te delajo s polno močjo, in potem tudi naš mladostni videz je potem enostavno rezultat vsega tega. In v bistvu, zdaj, ko si vse to povedala, 75% torej smo sami dejansko krivi, kako stari izgledamo ali pa kako dobro izgledamo. Torej 75% imamo mi, torej z našimi golimi rokami, toliko moči imamo, da v bistvu nekaj naredimo zase. Res je. Pa že sam začnemo s tem, spati s kurami ob 10, to se pravi, da smo v posteli in da spimo, da ima telo čas, da se regenerira. Sploh jetra pa ledvica moramo biti pozorni, ker rečemo, vzhodna medicina pravi, da so ledvičke tiste, ki so vir energije, vir življenjske energije. In to pač pomeni, če ne pijemo dovolj, obremenimo ledvičke. Če se bašemo s procesirano hrano, še obremenimo jetra, ki so takoj za ledvičkami izjemno pomembne, da ohranjajo našo mladost. Teda smo si kar sami si pridelamo vse tiste starikave, gubice, pa tudi samo počutje, da se res tako počutimo nemladi. Zdaj, veliko si že govorila o hrani, torej antioksidanti točno, zdaj si rekla veliko temno zelenjave, potem jagodičev in tako naprej. Kaj v bistvu so še tiste stvari, ki bi ti dnevno priporočala, torej da zaužijemo v bistvu zato, da nekako poskrbimo za anti-age od znotraj? Prvo kot prvo, sezonsko sadje, sezonska zelenjava, lokalno, ekološko, če imamo doma na vrtičku, je najboljša kvaliteta.
To in pa seveda hidracija, voda. Potem, kar se konkretno sadja in pa zelenjave tiče, citrusi, potem vsi antioksidanti, to se pravi od jagodičevja, rečemo borovničke, maline, robide, ribe, skosmulja in tako naprej. Potem pride tle vprašanje tudi granatno jabolko. Mogoče katerega ne mara, ampak to je eliksir zdravja, čisto, ker ima res vitamine A, C, E, poleg še vseh beta-karotenov, ne pa vseh teh antioksidantov. Ne. Potem rečemo tudi kaki, če smo že čisto v slovenskem prostoru. Kaki je tudi zakladnica vseh teh vitaminov, mineralov, pa še polnje vlaknin, sam po sebi, ne, da še za črevesje poskrbimo. Ne. Potem imamo tudi vse te oreščke, potem konkretno pri ženskah, poskrbimo za zadostno količino tudi teh fitoestrogenov, to se pravi laneno seme, tudi sojini izdelki, seveda tukaj moramo biti pozorni, da so res ekološki, preverjen, kako se reče, izvor, da ni gensko spremenjena, so super zaradi tega, ker enostavno ravno te fitoestrogene mi potrebujemo, da tudi našemu lastnemu estrogenu pomagamo, da čim dlje ostane v normalnih količinah. Ne. Kaj zdaj točno estrogen pravzaprav dela, ko govorimo o pomlajevanju? Kolagen enostavno poskrbi, Estrogen poskrbi za to našo sočnost, ne? Ker enostavno vsi procesi lahko potekajo. Poleg tega je nujno potreben za sintezo kolagena, elastana, tudi potem libido, ko smo prej govorili, libido, da čutimo. Tudi takoj, ko imamo libido, se ti tudi boljše počutiš, bolj mladostno, več energije imaš. Ne? In tukaj je kolagen izjemno pomemben. Poleg tega nespolni hormoni so pa generalno zelo pomembni. Zdaj pa je čas, da v bistvu se pogovoriva tudi o tem, katere navade pa so tiste, ki nas konkretno starajo. Konkretno nas stara. Da vemo, da rečemo tista več križac, ne delimo več tega, ne? Hrana. To se pravi procesirana hrana, sladkor, v kakršnikoli obliki sladkor. Pa tukaj je dober, a ne? Ja, pa vse te transmaščobe, to ne pride v poštev. Tudi prevelika količina rdečega mesa oziroma živalskih beljakovin nažalost niso dobre za našo mladost. Ne? Potem kajenje, alkohol, preveč kofeina, tudi preveč teina. Če spiješ 10 skodelic črnega čaja, ni dobro. Ne? Potem tudi nas stara nespečnost, to se pravi, če ne hodimo s kurami spat, ne? Če ne pijemo dovolj tekočine, to se pravi voda in še enkrat voda. Ne? To so te, kako bi rekla, te osnovne stvari, na katere lahko tudi mi sami vplivamo z spremembami naših navad. Tukaj se pa res moramo odločiti. Dovolj tega, gremo spat s kurami, na primer. No, ja, ta spat s kurami. Evo, imate tu zdaj tukaj torej seznam, kaj lahko sami naredite za ohranjanje mladosti. Torej, Urška je že kar nekaj stvari tukaj naštela. Vmes mogoče, evo, zaščita kože pred soncem. Sonce je tudi eden izmed tistih krivcev, da se naša koža hitreje stara. Sploh z leti. Lej, Urška, čas za sprostitev, tega še nista čomena. Dajva še kakšno na to temo reči. Čas za sprostitev. Kadarkoli imamo 5 minut časa, ženske, ker ponavadi naša glava ima 1001 opravek, ves čas nekaj meljamo, ves čas hitimo po vseh opravkih, na tisti multitasking, o katerem smo ženske znane. In pol pozabimo na sebe. Teda si niti ne znamo 5 minut vzeti pauze, ne znamo čaja v miru spiti ali pa kave, ne znamo iti na klepet s prijateljicami, razen če je to res določeno v našem urniku. In to so pa tisti trenutki, ko nas res pomlajujejo. Ker v bistvu pomlajuje in našo dušo, tisto, ko si daš ženski čvek, ko se res lahko pogovoriš o vsem, to je sprostitev za nas. In tudi tukaj ves ta stresni faktori kar enostavno odpadejo. Zdaj, lahko pa kateri tudi paše, ali telovadba, ali joga, ali meditacija, ali sam sprehod v naravo. Tudi dobra družba, ne, verjetno? Tudi dobra družba, ja. Zdaj, nekje sem zasledila, pa me zanima tvoj komentar na to, da moški izgledajo mlajši tudi zato, ker se brijejo. Ker ne bi to kar tak nek peeling kože. Je kaj na tem? Mislim, kaj se bomo začeli briti po obrazu? To je pa dobro. Dejstvo je, moški imajo debelejšo kožo kot pa ženske. In tukaj je tisti trik v ozadju.
In zaradi tega tudi oni dlje časa ohranjajo ta mladostni videz. Kljub peelingu, kljub britju, oni ohranjajo zaradi debelejše kože daljši mladostni videz. Ampak je potem trik, ko se pa njihova koža res začne starati, se pa te gube globje, bolj izrazite. Ženske imamo bolj take, bolj fine gubice, moški imajo pa res take res zelo globoke. Poglobljene. Urška, kako zelo pomembni so antioksidanti? Zdaj, po tej lestvici orac mislim, da je na prvem mestu čaga. Zakaj sploh antioksidanti? Kaj delajo v našem telesu? Kdaj jih uživati? Kako, na kakšen način? Antioksidanti v bistvu ščitijo naše celice pred vsemi temi prostimi radikali. To so v bistvu, ki povzročajo oksidativen stres. To se dogaja predvsem na površini celice. Zdaj, ker smo šli glih že v celice, in v bistvu vsi ti prosti radikali pa enostavno uničujejo celice, ali celične stene, ali strukture znotraj celice, in to povzroči, da celica ali se začne kak mehanizem znotraj pokvari, ali celica se deformira, ali odumre. V bistvu pač različni načini so tlele v ozadju. In zdaj antioksidanti pa je super, ne samo, da jih jemo na stara leta, tako bom rekla zdaj malo pod narekovaji, ampak da jih v bistvu že ves čas jemo, da s tem tudi preprečujemo, preventivno, ja, da antioksidanti ne delajo svojega dela. Ker v končni fazi antioksidanti izčrpujejo telo. Rečemo, sploh en tak primer je naša srčna mišica, več kot je antioksidantov, bolje izčrpan. Premalo je antioksidantov, več je teh prostih radikalov, bolje je srčna mišica izčrpana. Ker to enostavno je energijo. In tako da tukaj antioksidanti so fenomenalna rešitev v vseh obdobjih našega življenja. Kot si pa omenila čago, to je pa fenomenalna gobica. Te medicinske gobe so znane po tem, da so najmočnejši antioksidanti. In tudi ne samo, da kot antioksidanti da deluje, ampak tudi dejansko cel organizem pomlajuje, ker delujejo na vseh nivojih, tako rekla, pregledajo celo telo, in vse te proste radikale nevtralizirajo, da jih mi potem lahko izločimo iz telesa. Tako da tukaj čaga je, mislim, da je eden izmed najmočnejših antioksidantov na svetu. Zdaj, zasledila sem tudi, da ne bi ženska, torej v času, ko se je pojavi menopavza, torej v prvih 5 letih, izgubila kar 30% kolagena. Ja. Wow. To je ravno povezava z estrogenom, ker pač takrat pride do drastičnega padca estrogena in enostavno telo pa potrebuje estrogen, da lahko sintetizira kolagen. In zdaj tukaj same ženske lahko marsikaj narediva, tako smo rekli, z vsemi temi navadami, z prehrano, v bistvu to booster hrano za kolagen, da ni tega padca tako močnega. Hkrati pa tudi vsa ta temnolistnata zelenjava pozitivno vpliva na količino estrogena, da ni tega drastičnega padca. Zdaj, poleg čage, torej mi imamo tudi v naši oddaji, seveda, mi smo se potrudili, na klepetopkali.si lahko pogledate, preberete in najdete tudi hormonski paket pomlajevanja in tam noter je tudi tale naša čaga zmešana. Točno. Poleg čage je zraven še šisandra. Šisandra? Šisandra je zelo poznana v kitajski medicini. V bistvu to je bila njihova največja skrivnost pomlajevanja, ker deluje dejansko res za vse organe, za vse te meridianske pretoke v telesu in pomlajuje vse, tako rekla, vse, pomlajuje vse, stabilizira celotno telo, tako da vse, od krvno-žilnega sistema do hormonov, do tudi pomaga koži, da postane nazaj sijoča, bolj elastična, pomaga očem, pomaga tudi samemu krvno-žilnemu sistemu s tem, da se začne holesterol zmanjševati, na pritisk vpliva. V bistvu en tak kup, šisandra je res fenomenalna. Marsikdo jo ima verjetno na kakem vrtu posajeno, sam smo že malo pozabili na to. Potem imamo pa še notri ašvaganda. Točno. Ašvaganda je pa znana iz ajurvede in oni jo pa na zelo podoben način uporabljajo kot Kitajci šisandro. Tudi s tem, da je ašvaganda še bolj izrazita pomoč pri, kako bi rekla temu, pri adrenalni žlezi, to se pravi pri nadledvični žlezi, kadar smo skurjeni. Torej še njo da podpremo. Ja, še njo. Urška, hvala lepa za tole. Torej vse to najdete seveda, torej hormonski paket pomlajevanja na naši spletni strani klepetopkali.si. Lahko pa si najdete torej tudi posebnega, ki smo ga pripravili prav za vse, ki vstopate v menopavzo.